Nahajam se na kolesarskem dopustu v vzhodni Avstriji in zdaj sem se odpravil na eno vetrovno vožnjo, da stestiram svojo novo kamero DJI Osmo Action 4. Živijo! En prav lep kolesarski pozdrav. Sredi julija smo že, tukaj je lepo sončno vreme, 29 stopinj Celzija, ampak je zelo prijetno, ker kar dobro piha. Z ženo imava najet apartma za en teden, nekje na pol poti med Grazem in madžarsko mejo. S sabo sem pripeljal svojo specialko in tukaj računam na nekaj res čudovitih kolesarskih krogov. Avstrija je znana po temu, da ima lepe ceste, dobro urejeno kolesarsko infrastrukturo in tudi zelo videvne voznike. Jaz sem si danes kar s pomočjo Strave načrtal en 40-kilometrski krog s 500 višinci. Kogarkoli zanima, kje točno sem se jaz to vozil, bom pa link od Strave dal od spodaj v opis videa. Po mojih izkušnjah so Avstrijci res prijazni vozniki, ki prehitevajo zelo videvno in zelo na široko. Kljub temu sem malo prej doživel eno neprijetno izkušnjo, ki bi jo rad delil z vami, čeprav jo nisem uspel posneti na kamero. Kmalu po tistem, ko sem se spravil na vožnjo, še preden sem prišel iz mesta na podeželje, je kar naenkrat nekaj zašumelo in na tleh pred mano se znajde približno pol litra vode. V trenutku sem ugotovil, da je nekdo s črnim Audijem me hotel politi z vodo, ampak me je za malo falil. Ko je avto potem šel naprej, sem videl, da se je zapirala zadnja desna šipa, tako da me je hotel politi nekdo, ki je sedel od zadaj. Če je bil to mogoče otrok, je še to dodatna minus točka za starša. V glavnem, poleg tega, da bi jaz bil samo malo moker, je to lahko tudi zelo nevarno početje. V tistem šoku, ko sploh ne veš, kaj te je doletelo, bi lahko izgubil ravnotežje, padel ali kakorkoli drugače nerodno odreagiral. V glavnem, tudi vsi avstrijski vozniki niso tako zelo videvni, ne smemo pa vseh metati v isti koš, zato bom rekel v generalnem še vseeno, da se tukaj na cestah počutim varno. Na začetku videa sem tudi omenil, da sem si kupil novo kamero. To ni sponzorirana objava, kupil sem si jo s svojim denarjem. Kar tisti dan, ko sva se z ženo odpravila v Avstrijo, sem se spotoma ustavil v Big Bangu v Ljubljani in kupil DJI Osmo Action 4 za 300 evrov. Cena je bila znižana za 9%, ker se očitno prodajajo zadnji kosi. Jaz sem to kamero že dolgo časa ogledoval, ampak se nisem mogel odločiti za nakup, dokler mi je ta stara še v redu delala. Mi je pa pri ta stari kameri v zadnjem času nagajala stabilizacija, sem in tja je pa brez razloga naredila neke temne posnetke, kakor da bi šel snemat po noči. Pri novi kameri sem se odločil, da ostanem pri znamki DJI, zato da bo čim manj ugotavljanja, kako kaj deluje. Nisem pa kupil poleg kamere nobenih drugih nastavkov. Ostajam pri tem svojem konceptu, da jo imam obešeno okrog vratu in snemam na enak način kot prej. Tukaj kar precej močno piha, pa me res zanima, kakšen bo zvok na novi kameri.
Če koga zanimajo še kakšni tehnični podatki, jaz sem danes v 2 urah naredil 60 video posnetkov, porabil sem pa 40% baterije. Tako da zaenkrat sem s to kamero kar zadovoljen, bom pa videl skozi čas, če se bo res tako dobro obnesla, kakor se je ta stara. No, poglejte, tukaj lahko vidimo, da se nahajam 115 km proč od Dunaja. Tle je pa še ena tablica, kako so na primer označene različne kolesarske poti tukaj po Avstriji. Moram reči, da mi je pokrajina kar precej zanimiva. Tako malo me spominja na našo Štajersko, da ne bi kdo razumel narobe. Nisem s tem mislil nič slabega, se mi pa zdi, da tudi tukaj Avstrijci tej svoji deželi rečejo Steiermark. Mi je pa drugače všeč ta pokrajina, tako valovita, malo več vzponov, kakor sem jih navajen, piha pa kakor norcih. Me prav zanima, kako se bo obnesel mikrofon na novi kameri. Še posebej lepo se je voziti po podeželju, zato ker ni toliko prometa. Sem pa tukaj na tem mestu vsem svojim gledalcem dolžan še eno opravičilo. Pri videu o 7 pravilih kolesarjenja sem omenil, kako lahko kakšnega kolesarja ponižaš v klanec. Jaz s tem nisem mislil nič slabega, moja napaka je samo v tem, da nisem pomislil, da bi to lahko koga prizadelo. Pod videom mi je na to Rok napisal en poučen komentar, kako je smisel kolesarjenja v tem, da se med sabo spoštujemo in podpiramo, ne pa ponižujemo. Jaz sem resnično to rekel samo v šali, ker pač YouTube je platforma za zabavo in sem predvideval, da bo en tak izraz mogoče koga nasmejal. Ampak Rok ima prav. Ne gre za to, da se ponižujemo, ampak za to, da se podpiramo in se vzpodbujamo. Jaz s svojimi 53 leti in 100 plus kilogrami sem zadnji, ki bi lahko na kolesu koga poniževal. Rokov komentar sem pripel na vrh, tako da ga lahko preberete vsi. To pa bi tudi bilo vse za današnji video. Moj kratek krog je končan. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.